Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 18. marec 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? O novostih na področju mobilne tehnologije iz prve roke. Južna obvoznica v Radvanju je po 5 mesecih eno največjih mariborskih gradbišč. Kdo je sebična gospodična, ki ženske uči, kako reči ne? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na večer.com. Danes uvodne minute podcasta namenjamo tehnologijam. Večerov novinar Gregor Grossman se je pred časom mudil v ZDA, kjer je od blizu spoznal novosti tehnološkega velikana Samsunga. Torej v svoji družbi zdaj pozdravljam Gregorja Grossmana, ki se podpisuje pod današnje tehnologije v Večeru. Gregor, kaj je v bistvu tema, o kateri pišeš tokrat? Tokrat smo si malo pogledali, kot vemo, tehnologije se nenehno razvijajo. In tokrat smo imeli nekako dve stvari v fokusu. Ena se je dogajala pred Mobile World kongresom mobilne telefonije v Barceloni, na katerem so vsi večji proizvajalci tehnološke novosti predstavili. Bili smo pa tudi v Ameriki, čez lužo, kjer smo testirali in prvi v roke dobili Samsungovega novega paradnega konja Galaxy S26. Model Ultra je tisti, ki nas je seveda najbolj zanimal, ki ga tudi sami uporabljamo pri snemanju naših video vsebin in ga bomo tudi naprej. In preverili smo, koliko boljše so denimo kamere letošnjega modela v primerjavi z lanskimi, kako je z baterijo, kako dobro se obnaša zaslon, in prav pri zaslonu je ena bistvena tehnološka novost za vse tiste, ki se vozite denimo z avtobusi ali veliko upravite na mobilniku v javnosti. Privacy zaslon zasebnosti je funkcija, ki jo lahko vključite in izključite. Pomeni pa, da ne bo nihče, če vi tega ne želite, več mogel videti vsebine na vašem zaslonu, denimo, da vam banka pošlje notification, obvestilo o transakciji. Tega sedaj nihče, ki sedi levo ali desno od vas, ne bo mogel videti, saj se zaslon zamegli in je to skrito. To je denimo velika zaslonska inovacija, veliko je pa tudi potem ostalih, ki so bile predstavljene v Barceloni. Gregor, zdaj, če gremo samo na ta Samsung, stvari se seveda vsako leto izboljšujejo, ampak z izjemo te zadeve, torej privacy zaslona, gre Samsung velike korake naprej, ali je zdaj po vseh teh letih neverjetnega napredka ta napredek vseeno nekoliko manjši? Bistveno manjši, nekako se ne govori več o revoluciji, temveč o evoluciji. Kamere niso bistveno boljše, tako da ni za pričakovati, da bo nekdo, ki ima lanski ali morda celo predlanski model, za voljo boljše kamere le tega zamenjal z novim. Odločilni faktor je tudi cena, ki je seveda za najzmogljivejše modele presega tisočaka, kar za nekaj stotakov. Tako da je to dejansko mobilnik namenjen najzahtevnejšim uporabnikom, ki vedo, zakaj bodo porabili ta denar in kaj jim ta mobilnik prenese. Je pa zanimivo, da se ne govori več o pametnih mobilnikih, temveč o AI mobilnikih, po naše UI mobilnikih z umetno inteligenco. Veliko je funkcij, ki jih podpira umetna inteligenca, nekaj jih deluje na samem mobilniku, nekaj v omrežju, nekaj v kombinaciji. Proizvajalci, vsi, ne samo Samsung, tudi ostali trdijo, da so naši podatki varni. Vsi vemo, da so namenjeni analizi, da se ti modeli umetne inteligence učijo. Samsung je pripravil Vault, se pravi trezor, v katerem zaščitite naše podatke in mi sami dovolimo, kaj bo šlo ali kaj ne. Če bolj slikovno to ponazorimo, sliko, ki jo pošljemo v omrežje z namenom, da nek algoritem izdela našo karikaturo, to, kar je bilo popularno pred kakimi 14 dnevi. Na brezplačnih modelih umetne inteligence je šla ta naša slika v analizo, okrog se je delila po spletu, nimamo nadzora, kam vse je to šlo. Nekateri si tega ne želijo in zato je dobro vedeti, kako je z deljenjem teh informacij. Na tej strani tehnologij izpostavlja še eno zadevico, majhno robotek. Zakaj v bistvu gre? V Barceloni je veliko zanimanja požel Honorjev model Robot Phone. Gre za mobilnik, iz katerega izskoči
na nek način robotska rokica, ki drži majhno kamero, če si to lahko predstavljate. Mobilnik je nekoliko debelejši, ampak bistvo te kamere je, da jo vodi umetna inteligenca. To pomeni, ko jo nekako aktiviramo in se sprehajamo ali snemamo sogovornika, bo ta kamera samodejno sledila temu sogovorniku, tudi če se premika pred našim objektivom. Vsi vemo, kako težko je včasih slediti otrokom in tukaj nam bo morda ta kamera pomagala. Zanimivo, seveda več branja v tisku in na naši spletni strani. Gregor, pa še to moramo omeniti, bil si za nekaj časa v ZDA in kar nekaj zanimivosti si tam lahko preizkusil, spoznal, o čem vse boš pisal v prihodnjih dneh, tednih, kar nekaj zgodb se je nabralo. Pa seveda zdaj malo tizamo, kot radi rečemo, več pa mogoče podrobneje kdaj naslednjič. Vsekakor uspelo se nam je, bom rekel, izpolnila se mi je velika želja, uspelo se nam je peljati z robotskim taksijem. To pomeni z naprednim avtomobilom, z vso možno senzoriko. In sicer smo se po ulicah San Francisca zapeljali z njim do našega cilja preko aplikacije in prav zanimiv je občutek, ko sediš v avtomobilu, kjer ni voznika in avto sam suče volan. Potem so še tukaj razne reportaže, ne toliko tehnološke morda, kot je bil obisk Alcatraza ali ogled Grand Canyona. Sicer pa je Silicon Valley, ki smo ga tudi za 2 dni sem ga obiskal, je bil prav tako zanimiva izkušnja, različni kampusi teh največjih tehnoloških podjetij. Selfie je bilo vsekakor treba narediti pred garažo, HP-jevo garažo, ki velja za rojstno mesto Silicijeve doline. Tako da veliko zanimivega branja si lahko obetate in pa tudi vožnja po ZDA je treba priznati, najel sem avtomobil, bilo me je strah, na koncu se je izkazalo, da so Američani silno previdni, dostojni, dosledni, prijazni vozniki, nihče mi ni upal, nobene neverbalne komunikacije ni bilo, za razliko od prvega dne, ko sem se vrnil v Slovenijo, kjer po ulicah Maribora, če voziš po predpisih, si za odstrel. Mogoče pa lahko to pripišemo tudi tej naelektreni situaciji pred volitvami v Sloveniji. Kaj pa vemo, hvala Gregor za tokrat, seveda pa najprej vabljeni k branju tehnologij, torej o novostih pri Samsungu, pa tudi pri Honorju, kot smo slišali, in še nekaterih novostih, ki so se zgodile ne samo čez lužo, ampak tudi v Barceloni. Vabljeni k branju. 5 mesecev po začetku del je pod Pohorjem živahno. Južna obvoznica v Radvanju je zdaj največje mariborsko infrastrukturno gradbišče, kar je danes še širok pas razlite zemlje, nasipov in betonskih konstrukcij, bo v prihodnje cesta, ki bo prevzela tranzitni promet mestnih ulic Zahoda in razbremenila cesto proletarskih brigad. Kljub zimskemu zastoju zaradi snega in nizkih temperatur izvajalci zatrjujejo, da dela potekajo po načrtih. Doslej so izkopali 15.500 kubikov zemlje, vgradili 24 ton nasipnega materiala ter 700 kubikov betona in 100 ton jekla. Na 900-metrskem odseku bodo zgradili 2 krožišči, nadvoz, 5 mostov in nadhod. Med zahtevnejšimi posegi sta nadvoz, ki bo povezoval območje na obeh straneh obvoznice in občini v prihodnosti omogočil gradnjo ceste do vznožja Pohorja in prestavitev Radvanskega potoka, ki naj bi izboljšala poplavno varnost. A prva etapa, vredna skoraj 20 milijonov evrov, prometne slike mesta še ne bo bistveno spremenila. Večji učinek bo prinesla šele druga etapa do Bohover. Za preostalih 4,3 km obvoznice država ocenjuje strošek na približno 120 milijonov evrov, jasne časovnice za dokončanje celotnega projekta pa še ni. V današnji Zdaj večera piše Igor Selan. Vabljeni, da si reportažo ogledate tudi v video obliki. Tokrat v rubriki Gremo na kafe gostuje sebična gospodična. Ko se je leta 2020 začela pandemija, je bila Lea Klep zaposlena kot fitness trenerka. Potem, ko so se fitnessi zaprli in čez noč izgubili stranke, je svoje raziskovanje dela z ženskami, hormoni, prehrano in odnosi do telesa prenesla na splet v digitalni program. Lea Klep je na Instagramu sebična gospodična. Stopi v alter ego pridne punčke, začni z ne, vabi.
Na večer.com preberite, kako je nastal profil sebične gospodične in kakšne reakcije vzbuja pridevnik sebična, kaj je sindrom pridne punčke in zakaj je povezan s kolektivnimi vzorci vzgoje. Kako lahko telo skozi anksioznost ali depresijo opozori, da živimo življenje, ki ni zares naše. Zakaj je beseda ne ena najtežjih in zakaj hkrati nujna za zdrave meje. Kakšno sporočilo ima Lea Klep za ženske, ki se ob razpravi o pridnih punčkah prvič prepoznajo, in kakšno za moške. Sebično gospodično se je Tjaša Gajšek dobila v Kaveniji. To je bil Večer zjutraj 18. marca 2026, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec ali bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo.